cel svet pravzaprav, zaradi teh dogodkov, ki so se tam dogajala. Dvoranica je majčkena, oder še manjši. Ampak že nekaj let nam je priskočil na pomoč sveti Jožef, svojo veliko dvorano. Dal nam tudi veliko garderobo in tako tam v glavnem delamo pri svetem Jožefu. In danes smo tu pri drugem svetem Jožefu. Tako skromno, ampak ustvarjamo kar nekaj, predvsem pa delamo recitale, recimo iz poezije, češke poezije, slovaške, ruske, italijanske, slovenske poezije. In to z glasbo in petjem, tako da recimo zelo pomemben recitatorski večer je bila pesem Ljubke Šorli Venec spominčic možu na grob, ki smo jo imeli 37krat do zdaj. In zelo odmevna je bila v Trstu, kjer je bilo okrog 1000 ljudi, v cerkvi svetega Ivana. No in tam sta bila tudi sin in hčerka od Lojzeta Bratuža in Ljubke Šorli. In imeli smo srečo, da je ta gospa, ki je recitirala, seveda na pamet cel sonetni venec, tako silno podobna Ljubki Šorli, da sta sin in hči rekla: gospa Sonja, vi ste naša mama. In v Tolminu, to je še najbolj zanimivo, ko je šla Sonja k oltarju, v cerkvah imamo to, z orglami in petjem, je neka ženska se oglasila: Tončka, jo vidiš, a jo ti vidiš? Ma moči, se je umrla, se je oglasila druga. Ma ne, se je taka kot ona, je rekla spet ta prva. No in tako so s to prireditvijo smo predvsem po primorski sodelovali. No in po celjskem, po vseh cerkvah in pri svetem Jožefu kar 6krat. To je tako pretresljiva zgodba, no, resnična o Lojzetu Bratužu in o Ljubki Šorli, njegovi ženi. Koliko let pa že deluje vaše društvo, koliko članov ima, sodelavcev? Od 93. leta je bilo registrirano, ampak mi smo že prej veliko sodelovali s celjsko knjižnico in vse predstave, kar se tiče literarnih večerov, so tudi v celjski knjižnici. In knjižnica tudi nam zelo veliko pomaga. Članov imamo zelo malo in se tudi menjava, tako do 15-16, nekaj takega. Ampak nekateri so stalni, no ta naša mama je vse predstave, vseh 86 odigrala, medtem ko so Lameh, pa Debora, pa Marija se menjavali. Tako da smo imeli 4 Debore, 4 Marije, 3 Jožefe in tako. Eni boljši, eni slabši, eni bolj primerni, tako. Vedno pa je bilo kar dobro. Od kje pa ideja za to igro? Od mene. Seveda od tistega večera, ko je Zorko Simčič prišel k meni, me objel in rekel: hvala, gospod Simoniti, za tako čudovit večer, ko je poslušal Ljubko Šorli. Od tam. In to gre kar naprej. Zvejo tam pokličejo, zvejo oni in tako gre ta predstava od vasi v mesta različno. Kakšni so pa bodoči plani? Imate kako novo igro? Ja, imamo zdaj celo eno burko, od Štoka 3 tički, tako, burka, no, tudi moramo nekaj takega dati. Imamo pa v načrtu, da bi ponovili poljsko liriko. To je bil en čudovit večer in bila je ta predstava v letu, ko je bil pri nas Janez Pavel II. Njemu v čast in smo tudi
njegove pesmi recitirali. In spremljava je pa bila Chopinova glasba. No in ta predstava je bila izredno kvalitetna in tudi zelo so bili vsi navdušeni. Prišla je poljska veleposlanica z Ljubljano, z delegacijo in je bilo tako fantastično vzdušje. In smo sklenili, da bomo verjetno to ponovili. No pa še marsikaj. Imamo literarni večer pesmi Lili Novi, pa Vide Jerajeve, ki bo v novembru z glasbo. Potem imamo en recital Ljubezen je močnejša kot smrt. No in še marsikaj, ki je v načrtu, pa ne pride, ali pa pride kaj novega in tako teče čas. Jaz še kar vztrajam, čeprav je na meni veliko težav, imam 12 let ženo že na postelji in sva skupaj pri Svetem Jožefu in jaz pa še vseeno delam pri svojih 85 letih. Odlično, čestitke. Tako, hvala. Ja. To me drži po koncu, čeprav imam res veliko težav s svojo ženo, ker je zelo hudo bolna, ampak Sveti Jožef nama je priskrbel lepo bivališče in vso pozornost moram reči, lepo je kljub težavam. Ste jih naše pozdrave. Hvala. Nisem vedela, ali sta ali nista. Tako kot je, pa nisem hotela. Koliko časa že sodeluješ pri tej igri? Jaz sem imela še eno pauzo vmes, ker sem rodila. Pa Jezusa? Hčero. Sicer pa 3 leta. 3 leta, ne? Ja, 3 leta. Ali je to tvoj poklic ali je le hobi, veselje? Hobi. Sicer sem vzgojiteljica. Tako da imam skozi delo z otroki. Vidim, da izkušnje pridejo prav tudi pri igri na odru. Ja, res je. Kako se pa razumete z ostalimi igralci? Ste se poznali od prej? Z nekaterimi smo se že poznali od prej, ampak saj to ni glavno, ali se poznaš od prej na odru, pa ali zaživi igra in vloga, katero igraš, tako da je pol skupek vsega, da se pač imaš fajn, no? Tudi na vajah. Tako. Kako si se pa uspela vživeti v to vlogo Marije? Mislim, da bi mene osebno kar malo strašila takšno vlogo. Vsej mene tudi. Ja, tak imaš malo respekt, no? Respekt pred tem, da imaš tak pomembno vlogo, da imaš dejansko tisto bistvo, zakaj ti prideš. Ne, je res na tebi, tako da sem imela jaz tudi kar nekaj težav, ampak smo z režiserjem kar nekaj časa vadila, da je potem, da je pa nastalo tako, kot je, no. In se mi zdi, da je bilo kar v redu. Upam. Je to tvoj prvi gledališki prispevek ali si že prej sodelovala? Ne, ni prvi. Sem sodelovala že tudi pri drugih, pri raznih recitalih, tako da sem kar na odru. Domača. Ja, zdaj že. Kakšni so pa plani za v prihodnje? Ne vem, ali se kaj pripravlja posebnega, sicer pa rade volje bom sodelovala pri igrah, pri recitalih, ki bojo v prihodnosti, tako da sem pripravljena na nove izzive. Hvala, čestitke za igro. Hvala. Veste, da bi jaz rad za zaključek Še nekaj povedal. moram posebej poudariti. Še malo sem stopte? Posebej poudariti, da če bi mi ne imeli našega odrskega mojstra, ki dela z vso dušo, res za vse predan
ima hude težave, ampak če sliši besedo igra, oder, je on tam o polnoči ali ob 3 zjutraj ali opoldne. Torej, fantastičen je, sprejema vse težave in jih tudi rešuje. Toliko.